Jutri je spominski dan Maribora, ko se vsako leto spominjamo pomembne akcije, razorožitve Zelene garde ali Šucvera, ki je nato prispevala k dokončni slovenizaciji mesta. Ključno vlogo je pri tem imel seveda Rudolf Maister. On je doma skrbno pripravil načrt te razorožitve in 22. novembra sklical svoje najožje oficirje, jih zaprisegel k strogi molčečnosti in jim razgrnil plan. Mesto je razdelil na 4 sektorje, za vsak sektor je določil svojega poveljnika in določil število vojaštva, ki bi naj na tem sektorju sodelovalo pri razorožitvi Šucvera. Seveda je tukaj prišla zelo prav pomoč tudi 400 vojakov, ki so prišli dan pred tem iz Celja. In 23. novembra v zgodnjih jutranjih urah so se te njegove enote z poveljniki razpršile po mestu in v 3/4-urni akciji razorožile Šucver oziroma Zeleno gardo. Maister je bil zelo vesel prvega sporočila o uspešni razorožitvi, čakal pa je na današnji pošti na Slomškovem trgu. Slovenska stran se nato močno okrepi. Šole, sodišča, uradne ustanove se pričnejo izvajati v slovenskem jeziku. V začetku januarja 1919 Maribor dokončno postane slovenski, ko se zgodi še prevzem občinske uprave. Veliko predmetov, zapisov in fotografij iz tistega časa si lahko danes ogledamo v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru, na stalni razstavi z naslovom Na desni ga, na levi ni, pred nami svetli cilj leži. Prva je knjižica Maistrove poezije, ki jo je izdal na začetku 20. stoletja z zanimivim njegovim posvetilom in potem je tudi datirana in z Maistrovim podpisom. To je izredno redka in izredno dragocena, na njo smo izredno ponosni. Drugo je zastava, slovenska trobarvnica ali trikolora, ki jo je 1. novembra 1918, potem, ko je v Melski vojašnici general Rudolf Maister prevzel oblast nad tem področjem, izobesil na sedežu svojega poveljstva, imenovalo se je Štajersko obmejno poveljstvo in je imelo sedež v današnji mestni občini v ulici Heroja Staneta 1. Seveda, ker govorimo o obdobju Prve svetovne vojne in potem zaključimo z bojem za severno mejo, imamo na razstavi predstavljeno tudi orožje, in sicer mitraljez Schwarzlose in na drugi strani 2 puški Mannlicher, ki so jih uporabljali tudi slovenski vojaki v Avstro-Ogrski armadi. Sicer pa Rudolfa Maistra vsi poznamo kot generala in kot pesnika, manj pa vemo, da je bil tudi slikar ter da je bil velik ljubitelj slovenske besede in knjige. Bil je namreč velik bibliofil. O tem priča tudi njegova knjižnica. V mladih letih in v času svojega službovanja je namreč v maminem stanovanju v Ljubljani načrtno zbiral knjige in do leta 1912 je nastala knjižnica. Po generalovi smrti so knjižnico svoje varstvo sprejela Univerzitetna knjižnica Maribor leta 1988, vendar šele čez desetletje kasneje, leta 1998, je potem knjižnica z darilno pogodbo prešla v last Univerzitetne knjižnice Maribor, kjer za njo skrbimo. Smo ponosni na njo in jo seveda z veseljem pokažemo tudi našim uporabnikom. Res gre za produkcijo, za eno najlepših zasebnih knjižnic, kot jo je zapisal v njej tudi Janko Glazer. In v zadnjih letih, tako kot so se v 50 letih prejšnjega stoletja, tudi danes nekako peljemo aktivnosti, da bi bila ta knjižnica razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Tukaj najdemo približno 6000 enot gradiva. Rudolf Maister je zbiral predvsem knjige, ki so izšle na slovenskem ozemlju. Na eni strani so bila to zgodovinska dela, na eni temeljna dela pomembna za Slovence, potem posebna omara je bila namenjena periodiki, torej imel
pravzaprav so časopisi, ki je na Slovenskem izhajalo in tudi revijalni tisk. Pri tem je potrebno posebej omeniti, da je tudi v tej knjižnici velika zbirka ženskih revij, se pravi, da je tudi gospa Maistrova imela vlogo pri tem, ker je bila tudi družbeno zelo aktivna. In potem je posebna zbirka bila namenjena pesništvu, namreč bil je pesnik in z tega naslova je seveda tudi zbiral vso produkcijo z naslova pesništva. Rudolf Maister je umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopanje v Mariboru. Vse od leta 2005 je 23. november kot dan Rudolfa Maistra slovenski državni praznik.